Takole, danes pa bomo spregovorili o dveh krasnih jelkah, ki jih je dotera tako lepo skupaj združila za to posebno priložnost, in sicer sibirski jelki in pa Douglasi oziroma novozelandski jelki, poznani kot Douglas fir v angleščini. Razlika med njima, je tudi to, da sta v ponudbi Douglas fir v 5 mililitrski steklenički, sibirska jelka v 15. Obe imata za seboj v bistvu v zgodbi za stekleničke krasno sporočilo, in sicer, da se je dotera povezala z lokalno, skupnostjo, in sicer z sibirsko jelko, predvsem v področjih, ki so nam sicer seveda znani. Douglasi je na Novi Zelandiji, sploh ta novozelandska zgodba vas bo zelo osupla. Namreč iz veliko odpadnega materiala, ker pač izvajajo na Novi Zelandiji nujne posege in izseke douglasije, ki je zelo hitro rastoče in seveda neavtohtono, drevo, ki je sicer, res že dolga, dolga leta znana na drugih koncih zemlje, ampak vseeno, da te odpadki, te iglice v gozdih, v gozdovih na Novi Zelandiji ne gredo v nič, se jih izkoristi in hkrati njihov odpadek od destilacije iglic in drobnejših vejic potem uporabljajo tudi za nadaljnji proces, tako da gre seveda za trajnostni pristop in še enkrat krasna zgodba, no, ki jo zelo rada vedno tudi podelim. Imata pa kar nekaj skupnih točk. Ena od njih je seveda kemija. Pri kemiji sta obadva zelo, zelo bogata v alfa-pininih, medtem ko sibirska jelka je zanimivo bogata tudi v limonenu in bornilacetatu. Douglasija na drugi strani pa ima tudi kar precej, beta-pinenov, potem kar nekaj sabinenov, tako da so njuni učinki podobni, pa spet na drugi strani majčkeno drugačni. Skupne lastnosti so, da sta obe olji krasni, res krasni, in vem, da to najprej pomislite za dihala, za lajšanje težav s tako spodnjimi dihali, zgornjimi dihali, v difuzorju ali pa rečeno na predel. Potem seveda skupna jima je točka, da sta odlični olji za masažo, tako da jih lahko izrabite pri, nelagodjih z mišicami in sklepi, predvsem tudi, ko pride do večjih težav, tako da kar izkoristite njuno vrednost. Obe olji sta odlični po čistilnem učinku, tako ko govorimo o koži, tako da jo lahko dodajamo v, nego kože, tako jutranje kot večerne, in enako velja tako za obraz kot za celo telo. Na drugi strani pa zaradi čistilnih učinkov res odlično, odlično naredita svojo nalogo v difuzorju, in tudi v čistilih. Ko smo že pri difuzorju. S citrusi se zelo lepo poda skupaj, Douglas fir, natančneje z bergamotko, potem grenivko. Z grenivko gre tudi odlično skupaj za masažo, za podporo zdravi odzivnosti limfe. Potem Douglas fir oziroma Douglasija se odlično ujame tudi z, samo limeto, s pomarančo, med drugimi, torej drevesnimi olji, se odlično ujame s cedro, odlično se ujame tudi z, samim vetiverjem, seveda tudi ta, ki je eden mojih najljubših poleg pačulija. Odlično se ujame seveda tudi s sibirsko jelko samo. Medtem ko na drugi strani sibirska jelka gre pa odlično skupaj z limono, tako da jo lahko večkrat v ta namen izkoristite. Tudi z grenivko jaz pridem najbližje recimo holiday pisu, tako da ja, to je ena od mešanic, kjer najdete sibirsko jelko. Najdete jo še v mešanici Arise iz Yoga Collection, najdete jo v mešanici Purify, ki je čistilna mešanica, o kateri smo že veliko povedali, in, najdete jo tudi v mešanici Balance. Tako da sibirska jelka je kar precej prisotna v doterinih, mešanicah in v bistvu tudi veliko pač izvemo o njej. Ujame se v difuzorju še odlično s cipreso, potem tudi z, rožmarinom, z majaronom, predvsem pa z rožmarinom ne smem pozabiti, sta odlična kombinacija tudi pri nanosu na kožo, sploh če želimo podpirati zdravo odzivnost našega srčno-žilnega sistema. Sploh če smo po naravi in, ko govorimo o zdravem nivoju srčnega tlaka, morda med tistimi, ki smo bolj utrujeni, zaspani večkrat kot ne in želimo sebe malo poživiti, ali pa se nam zgodi kakšno neprijetno nelagodje v predelu zadnjika.
tako da tudi tam tisto srčno-žilno težavico lahko zelo, zelo lajšamo in hladimo z masažnim oljem sibirske jelke. Tako da, če gremo res na take delikatne, ampak res verjamem, da zlata vredne informacije. Še ena zanimiva stvar za sibirsko jelko je, da je odlična tudi za zdravo odzivnost tako ženskih kot moških hormonov, tako da jo lahko dodajemo v kakšne naravne parfume, nanašamo na pulzne točke, vsekakor, saj pravim, izkoristite ju oba olja, obe jelki v difuzorju. Predvsem pa vem, da vas zanima zdaj še tisti čustveni vpliv. Jelka je nekaj, kar je z nami, s človekom na splošno že zelo dolgo in ni nenavadno, da recimo Douglas Fir skriva eno tako, bom rekla, generacijsko modrost in tudi velja za olje obnove. Tako da, če bo kdo želel bolj natančnejše napotke, poznam eno krasno mešanico z Douglas Firom za čas zimskega solsticija, ki se nam približuje te mesece. Potem zelo krasna mešanica je skupaj z frankincense, z miro in z brinovimi jagodami, ki jih tokrat tudi spoznavamo v teh videih, in pa s klinčki, za eno tako povezanost z občim univerzumom. Potem lahko bi vam tudi izdala eno krasno mešanico za odklop od vršavosti socialnih omrežij, nekaj, kar je prišlo zelo prav tudi meni v preteklem času in ne tako daljni preteklosti. Kar tudi lahko opazite vsi, ki ste na Instagramu, ker se nekaj časa nisem oglasila in enostavno sem tudi sama potrebovala ta čas. Jaz verjamem, da vsi razumete in vsi pač dobimo v obdobju včasih en tak kotiček, no, tako da Douglas Fir je odličen tudi v tem času. Zdaj, če ste me pozorno kdaj že spremljali, Douglas Fir je zelo, zelo rada omenjam to, da ne pozabim. V tistih 5 točkah in 5 oljih, ki so odlični za vpliv na naše dobro počutje ali pa za eno tako, za dnevne rituale, ki lahko pripeljejo marsikaj, in tako kot limonska trava Douglazia, če jo kanemo na vrh mečave, res krasno pomaga, da vidimo neko občo resnico ali pa širšo sliko. Tako da je res eno tako zelo močno olje, tudi ko govorimo o čustvenem delu. Za sibirsko jelko pa velja, da je to olje opolnomočenosti in ene take zrele, bom rekla, generacijske perspektive, nekaj, kar smo mogoče v arhetipih prinesli s sabo zdaj v to obdobje, v ta čas. Tako da nam to prikliče. Jaz tudi vedno rada povem, da sibirska jelka je ena tistih, ki sva jo midva dobila domov, ko sva oba dva čisto dobesedno ponorela za tem vonjem, za to aromo. Zaradi tega, ker pač Martin Dober ima še res ogromno oziroma močno povezavo z gozdom nasploh in pač res diši kot sveže pač porezane iglice kakšne jelke, kljub temu, da je to sibirska jelka. In meni pa tudi, ne vem, očitno sem jo takrat res rabila in se prav spomnim, da sem imela prav obdobje obsedenosti na začetku, ko sem prvič to stekleničko dobila, popolnoma brez pričakovanj in me je popolnoma potegnila. Tako da jaz verjamem, da se da z obema res ogromno doseči. Zaupala sem vam kar nekaj stvari. Sibirsko jelko za konec lahko še poudarim, da je izredno dobra za krepitev zdrave odzivnosti celice in celičnega DNK. Tako da vem, da razumete, no, da skriva v sebi še ogromno moč in prav tako Douglazia na drugi strani svojo zgodbo izza stekleničke in tudi vso svojo uporabnostjo. Zdajle grem hitro čez še stvari, če sem še kaj pozabila. Ja, razlika med njima oziroma še zadnji načini uporabe. Douglazia je odlična za kakšno napetost, to sem si zabeležila, da ne smem pozabiti, in tudi zanimivo, za nelagodje v prebavilih. Tako da jo kot zen gest lahko izkoristite za masažni predel, medtem ko za samo sibirsko jelko sem vam zaupala tisto, kar sem si tudi absolutno zaznačila, da ne smem pozabiti iz izkušenj, krasno podporo za zdravo odzivnost hormonov, tako moških kot ženske. In ja, še zadnja stvar, da odlično deluje in pomaga lajšati nelagodja v predelu mehurja, seveda v masažnem olju. Tako da jaz upam, da sem vam zaupala ogromno informacij. Če imate tudi sami kakšno izkušnjo z njima, kar zapišite. Kje se še skriva Douglazia? Douglazio najdete v Replenishing Body Butter in je res krasna za kožo, tako da je z namenom noter s frankincensom tam. In še v znamenitem deodorantu doTERRA, ki ne vsebuje sode bikarbone, in sicer skupaj z grško pomarančo.
Toliko in se slišimo zopet kmalu. Čao!